Celjsko letno kopališče letos obiskalo več kot 24 tisoč kopalcev. Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Celje izvaja nekaj velikih projektov. Mestna občina Celje sanira plazove na Maistrovi ulici. Celjski nogometni prvoligaš stabiliziral klubske finance. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj se je zaključila sezona na celjskem letnem kopališču. Letos ga je obiskalo 24.150 kopalcev, s čimer so na javnem zavodu ZPO, ki upravlja s kopališčem, izjemno zadovoljni. Dober obisk je predvsem posledica vročega in dolgega poletja. Pričeli smo z obratovanjem kopališča 13. junija, z včerajšnjim dnem, se pravi z 2. septembrom, smo končali letošnjo kopalno sezono. Naj povem, da glede na vremenske pogoje, kakršne so bili, in pa seveda vročinske vale, ki so se tako rekoč vrstili drug za drugim, smo zelo zadovoljni, saj je naše letno kopališče letos obiskalo cirka 24.150 obiskovalcev. To je bistveno več kot leta 2014, ko so zabeležili dobrih 7.000 obiskovalcev, ter nekoliko manj od rekordnega poletja 2003, ko je celjsko letno kopališče obiskalo več kot 30.000 ljudi. Na zadovoljstvo upravljavcev in kopalcev je bilo vseh 66 kopalnih dni letos izjemno mirnih. Na vso srečo je sezona mirno, nobenih poškodb nismo imeli, to smo zelo veseli, kajti praktično opozarjamo v bistvu tudi kopalce, obiskovalce, da se spoštuje kopališki red in varno vadbo na kopališču, se pravi, in upam, da bo to tako tudi v prihodnje. Vsekakor moram izpostaviti zadovoljstvo obiskovalcev nad letošnjimi animacijami, saj smo imeli tako rekoč vsak soboto in pa nedeljo animacijske programe, tako za najmlajše otroke in tudi za odrasle, se pravi vse od animacijskih iger v vodi, raznih zabavnih iger in pa seveda spuščanja, dričanja po toboganu, akvaganu in pa seveda možnosti uporabe športnih površin, ki lahko letos ocenjujemo, da je bila kar polna. Po koncu sezone bo upravljalec kopališče moral očistiti in opraviti nujna vzdrževalna dela. Treba je vse pospraviti, očistiti, voda ostane do naslednje sezone, se pravi do naslednje pomladi v školjki. Naslednjo leto, se pravi september oziroma spomladi, školjko očistimo, razkužimo in tako se začne zopet nova kopalna sezona, ki upam, da bo še boljša kot letošnja. Za vse ljubitelje plavanja pa bodo v Celju že čez dober mesec odprli zimski bazen na Golovcu. Ja, zaenkrat bo letno zimsko kopališče Golovec odprlo svoja vrata 5. oktobra. Nekje od 5. oktobra in vse do konca meseca maja oziroma prvi teden v mesecu juniju, glede na same vremenske pogoje, seveda na letnem kopališču. Naj povem, da obratovalni čas naj bi ostal isti oziroma morebiti se bo kaj spremenil. Naj povem, da vse aktivnosti bodo potekale tako kot v lanskem letu, se pravi od možnosti rekreacije, zabavnih prireditev, se pravi plavalnih tečajev in pa seveda treningov plavalnih klubov. Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Celje je predstavil nekaj aktualnih projektov, s katerimi so se ukvarjali v prvih 8 mesecih letošnjega leta. Med večjimi so izpostavili ureditev dodatnih prostorov za gledališče, izgradnjo telovadnice pri prvi osnovni šoli in ureditev igrišča v mestni četrti Dolgopolje. Sredi meseca bo znano, kdaj in v kakšni obliki bo zgrajena telovadnica pri prvi osnovni šoli v Celju. Za projekt vreden 3,5 milijona evrov namreč še iščejo sofinancerska sredstva. V sklopu izgradnje športne dvorane, ki je po novem projektu meter nižja, kot je bila prej, bo urejen tudi del Kosovelove ulice. Na Brodarjevi ulici pa bodo prenovili športno igrišče. Smo tik pred zaključkom prenove športnega igrišča pri trgovini Sedmica. Tam bo sedaj na razpolago prenovljeno košarkarsko igrišče oziroma bo tam ena športna površina, kjer bodo lahko, meščani različne športna dogajanja prihodnosti bodo se lahko izvajali.
Dela bodo zaključena še v tem mesecu. V nekdanjih prostorih oddelka za odrasle celjske knjižnice pa prav tako že urejajo nove gledališke prostore. Bomo prenovili in pa rekonstruirali del, bivše knjižnice, kjer bo sedaj ta del prenovljen v mali teater. Dela predvidoma bomo zaključili konec oziroma sredini novembra, kjer gledališče planira bo pripravilo premierno uprizoritev predstave v tej drugi polovici novembra. Na področju kulture smo opravili nekatera dela na spominski hiši Alme M. Karlin, kjer bodo opravljena dela, ki so potrebna za nemoteno izvajanje prireditev. Ponovno dela potekajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Moram priznati, da z delom oziroma z sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine v letošnjem letu resnično ogromno sodelujemo in pa seveda konstruktivno izvajamo, vse te prenove na naših kulturnih spomeniško-varstvenih objektih. Na socialnem področju ugotavljajo, da se je od januarja do junija povečalo število uporabnikov javne kuhinje. Ocenjujemo, da je odziv izjemno dober, da je dejansko teh upravičencev, ki bi si to želeli, bilo lahko veliko preko teh številk, ki jih imamo, ampak kljub vsemu imamo postavljene ena merila, kriterije. Mislim, da se teh tudi skrbno držijo, tako eni kot drugi. Moram reči, da tu zgledno sodelujemo s Centrom za socialno delo in da dejansko prihaja potem do teh pravilnih informacij oziroma da je na nek način s tem tudi zadoščeno varstvo osebnih podatkov in da se te stvari potem ne izkoriščajo. Trenutno začeli smo v januarju z 454 osebami, trenutno jih imamo 550. Nekaj več jih je bilo zdajle čez poletne počitnice, ker so poleg staršev, ki prejemajo to obliko pomoči, v času poletnih počitnic upravičeni do nje tudi otroci. Od 60 tisočakov, kolikor jih je zagotovljenih v proračunu za darila oziroma pomoč ob rojstvu otroka, so v prvi polovici leta razdelili 24 tisoč evrov. Uspešno izvedeno pa je bilo tudi poletno letovanje otrok v Baški. V letošnjem letu je letovalo v celjskem domu v Baški dobrih 300 otrok, za kar smo namenili 140 800 evrov in ocenjujemo, da je to ena izmed oblik letovanja, ki dejansko veliki večini teh otrok omogoča resnično tisto edinstveno doživetje oziroma stik z vodo, morjem in pa seveda z nekim aktivnim preživljanjem počitnic, ne znotraj domačega okolja. Sicer je oddelek za družbene dejavnosti v sklopu sofinanciranja različnih dejavnosti in projektov z javnimi razpisi in pozivi na področju kulture razdelil 194 tisoč evrov, na športnem področju 921 tisočakov in za področje socialnih in zdravstvenih dejavnosti 130 tisoč evrov. Mestna občina Celje je ta teden začela sanacijo plazov na Maistrovi ulici v Celju. Gre za območje, kjer so se plazovi sprožili ob lanskem neurju. Izvajalec del je podjetje nizke gradnje Kladnik SP. Dela bodo potekala na 3 odsekih ceste v skupni dolžini 95 metrov in naj bi bila zaključena v približno mesecu dni. V času obnove bo popolna zapora lokalne ceste od Maistrove ulice 15 do odcepa za Anski vrh. Obvozi bodo ustrezno označeni. Mestna občina Celje je iz občinskega proračuna za popravilo ceste zagotovila več kot 100 tisoč evrov. Celjski nogometni prvoligaš v zadnjih dneh znova preživlja težke trenutke. Po odstopu trenerja Simona Rožmana in odhodu športnega direktorja Ambroža Krajnca preostalo vodstvo kluba pospešeno išče zamenjavo na trenerskem stolčku. Veseli pa, da je celjski klub tik pred tem, da dokončno izplava iz rdečih številk. Ko je Stevan Đorđević postal predsednik celjskega prvoligaša, si skupaj s sodelavci zadal nalogo, da klub izplava iz rdečih številk. Za mene je to bil veliki izziv, kako bi vam rekel, in zato smo se mogoče trudili na vsak način, da pridemo iz negativnega salda in da začnemo pozitivno gospodariti. In nekako glavna priložnost je bila, da to rešimo pri transferu Benjamina Verbiča.
lahko odkrito povem, ker nimam nobene skrivnosti pred vami, da je ponudba za Benjamina Verbiča bila 550 tisoč evrov. In to je bilo na vsak način, da se ta pogodba podpiše. Tudi ta pogodba, če bi jo podpisali v tem trenutku, bi bila največja v zgodovini kluba. Ne? Za gotovostjo lahko zatrdimo, da je Celje rešil prestop Benjamina Verbiča. Po izjemni sezoni je ta s prestopom v Kebenhavn prinesel skoraj 1 milijon evrov. Jaz sem pač skupaj z športnim direktorjem začutil trenutek, da mogoče vseeno je boljše, da malo počakamo. Čutil sem en instinkt mi je govoril, da nas oni seljujo, ker je bilo rečeno, če to ne podpišemo v 3 dni, da je konc pogodbe, tak je bilo, ampak jaz sem pričakoval, da nas bojo klicali v enem mesecu, klicali so nas po enem tednu in po napornih pogajanjih, tam je trajalo pogajanje od 3 popoldne pa nekje do polnoči, smo mi Benjamina Verbiča sklenili pogodbo, da smo ga prodali za 900 tisoč evrov. To je iz prve roke in to je 100% podatek točen v cent. S tem, da je bilo zmenjeno, da bomo 450 tisoč evrov bo plačali do 1.7., a drugi del pogodbe, ostalih 450 tisoč 1.1.2016. Za Gregorja Bajdeta, ki je odšel v Maribor, so Celjani dobili 300 tisoč evrov, za Igorja Jugoviča pa 10 tisoč. Iz tega denarja dejansko, verjamite mi, ni šel 1 evro stran, ne za kakršnekoli provizije, ne za kakšnega športnega direktora, ne za igralca, ne za predsednika, za nobenega ni. V tem transferu Benjamina Verbiča procente od prodaje je nogometni klub Kopenhagen je plačal njegovemu menadžeru, bi rekel ne. Tako da tudi na ta način je ostal. Imamo še v tej pogodbi še druge ugodnosti, jaz upam, da bo tudi do te realizacije prišlo od nastopa Benjamina Verbiča v Ligi prvakov, če bo igral ali v kvalifikaciji za Lige prvakov, tudi z tega naslova bi morali nekaj denarja dobiti, seveda, če pride od tega, in tudi od naslednjega transfera 10% od koliko je. Za 1.1.2016 prvič bo nogometni klub Celje v pozitivi. Kaj je za mene kot predsednika in za vse ostale, ko so okrog mene, veliki uspeh. Moram povedati ob tem, da sem seveda sem hvaležen nogometnemu klubu za kreditiranje, ampak to, kaj so oni kreditirali, vse smo mi to vrnili. Moja vseeno zahvalnost na prve mesto je naši Cinkarni, predsedniku Benčini in gospodu Vengustu Juretu, kateri so dejansko naš glavni sponzor in še vedno nas sponzorirajo kljub težavam, katerih imajo, tudi določenim nesporazumom na relaciji Cinkarna občina, ampak o tem ja ne bom kaj veliko razlagal, ampak mi zaenkrat meni kot predsedniku uspeva, da se za vodstvom Cinkarne zmenim, nimamo podaljšane pogodbe za 1 leto, ampak z aneksom vsak mesec dobimo ta obljubljeni denar, podpisani denar od Cinkarne. Trenutno ima celjski klub še dobrih 100 tisoč evrov dolga do družbe Bravo na čelu s prokuristom Darkom Klaričem, kateri je dal posojilo. Če se bo finančno stanje v začetku leta 2016 dokončno normaliziralo, pa si privrženci nogometa želijo le še to, da se tudi stanje na prvenstveni lestvici prve lige iz strani celjskega prvoligaša na hitro popravi. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 16 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma oblačno s padavinami, na zahodu bodo še nevihte. V nedeljo dopoldne bodo padavine v glavnem ponehale, popoldne se bo začelo jasniti. Pihal bo severovzhodnik. Z vremensko napovedjo pa tudi danes zaključujemo oddajo Dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi in ne zamudite nas znova jutri. Nasvidenje!